večer, tudi v najnem imenu. Zdaj, za tiste, ki morda ne veste, čeprav imamo občutek, da skoraj vsi veste, da prihajajo torej oba iz Maribora, da bo torej danes Mariborčanka predstavljala Mariborčana, na katerega smo seveda v Mariboru letos še prav posebej ponosni. Sicer se bova pa skušala sprehajati skozi cel opus, ne bova se zadrževala pri kakšni posamezni njegovi pesniški zbirki, ampak mogoče bolj odnos do različnih stvari, tako da bi avtorja začutili v čim bolj v celoti seveda. Zdaj, nakratko seveda, Andrej je pesnik, publicist, bil seveda tudi urednik. Pa morda, če se najprej zaustavijo, Andrej, ker me to marsikdo vpraša, ki te morda ne pozna dovolj dobro, da tvoji podatki o rojstvu rojen, torej leta 1945 Čačku. Kako je s tem Čačkom, da pojasniva, po mojem najboljše, da kar poveš, ti so zelo lepe zgodbe povezane, tudi pesniške zgodbe oziroma pesmi na to temo, pa morda, če nam za začetek poveš kar sam. Ja, lep do večer, vsem skupaj, ne? Te nepregledni množici. Seveda, slovenska zgodovina leta 1941 je zelo seveda tragična, tudi še premalo raziskana. Ko je pri nas na Štajerskem v Mariboru, je bilo pač tako, da so Nemci zavedne Slovence skušali čim bolj masovno izseljevati, bodi si v nemške kacete, bodi si v izgnanstvo. In moj oče in mati sta bila takrat fant in punca, in ker sta oba bila iz zavedne slovenske družine, sta se med seboj dogovorila, da gre drugi prostovoljno v izgnanstvo, kamorkoli že, kamorkoli je dvanih prvega, družino prvega. No in tako se je zgodilo, da so družino mojega očeta, nemški Bermani najprej odgnali, v Minsko kasarno, mama je za to zvedla in se preko nekega gestapovca da je prosila, da jo torej vnese v seznam izgnancev. Znači ni vedela, kako prišli. Ali Nemčija ali Srbija, ni vedela. Hočem povedati, kakšna velika ljubezen je to bila, da je premagovala celo možno smrt. In se potem pridružila očetu in ko so jih gnali na transportni kolodvor v Mariboru, vlak pelje nekaj časa do križišča in če zavije proti Gracu, se pravi proti severu, je to pomenilo nemški kacet. Je to pomenilo taborišča, nemška taborišča in skoraj zagotovo smrt. Če je zavil jug na jug, čez Dravski most, je pomenilo izgnanstvo bodi si na Hrvaško, bodi si v Bosno, bodi si v Srbijo. In ko sta mi pripovedovala, je transport, to je bilo enih 15 vagonov polnih ljudi, živinskih vagonov. Ko je vlak se bližal temu križišču, je zavladala popolna tišina. Samo razbijanje koles. In prvi, ki so zagledali, da lokomotiva obrača proti jugu, je transport eksplodiral in so začeli peti, oj, zdaj gremo, nazaj še pridemo. In mama, ki je malo manjše rasti, je samo zelo ta kolinico lahko gledala, je rekla, da se zelo dobro spomni enega kretničarja, Brkatega, ki je stal tam tik pred mostom, z zastavico rdečo, in je tako zastavico mahal in so mu solze tekle. To je ena zelo ganljiva scena. No, in so jih izgnali torej ta Čaček. To je zelo majhno mesto bilo takrat v Šumadija, ta osrednja Srbija, je pa izredno lepa pokrajina. Mene neprestano spominja na Slovenske gorice, Ljubovita, in skozi to mesto teče ena zelo lepa reka, topla voda, Morava, zapadna Morava, kako ne pravijo. In seveda, ker je to
mesto položeno v to celinsko podnebje, so tam zelo dolga vroča poletja, ogromno dobrega sadja, od melon, sliv, grozne jagode so bile take kot slive, lubenic, kajmaka, sira. Jaz se spomnim svojih otroških let kot samo enega dolgega vročega poletja, ki smo se hodili kopati na to Moravo, praktično od aprila, zdaj ne, noter do oktobra, sem bil skozi v kopalkah, sploh nisem se nič oblačil skoraj. Lovil ribe in te stvari. Tako, da imam izredno lepe spomine na to samsko otroštvo, rodil sem se 45 leta, takoj po vojni, potem, ko sta dva otroka ima umrla med vojno, hči, to je moja sestra in brat. Oba sta imela en krvavo križo, drugi, ne vem kaj že, ni bilo zdravil. Danes bi to mimogrede jih pozdravljali, takrat ni bilo zdravil. In mama pripoveduje, da sta se zatekla tudi k nemškemu zdravniku, takratnemu, ki je pač imel čez te divizije, nemške divizije, ki so bile nastavljene v Čačku. In tudi tam imel nobenih pravih zdravil, je rekel, zavijajte otroka samo v hladno juho, in tako pa nič. No, in jaz sem potem živel v Čačku, v tem lepem otroštvu, do leta 52-53, ko sem bil zrel za šolo in ker so moji itak reflektirali, da se bo sledo prej spet vrnili nazaj v Slovenijo, so me dali k stari mami v Maribor, ki je živela v Travi. Na Lentu? Na Lentu. Če kdo pozna Lent, imamo tam sodnico stolp po krogu. In tista hišca podolgovata od spodaj, to je bil naš dom. Ki se zdaj drži neposredno novega oziroma minulskega samostana oziroma novega ljudkovnega gledališča. Ja, tako. Točno pred ljudkovnim gledališčem. In spomnim se te diference, ki sem začutil. Tam topla, Morava, tukaj hladna alpska Drava, nevarna, deroča. Tam otroci izredno iskreni, radoživi, tu zaprti. Nikoli nisem vedel, kaj mislijo. Tudi hudobni, investirani z vojno. Večina teh otroških iger na Lentu je bila še vedno, gremo se vojno. Šele pozneje so prišli kavboji in indijanci, vpliv filmov ameriških in tako dalje. Gremo se vojno. In dejansko ta Lent je bil razdeljen na spodnji Lent in zgornji Lent. Spodnji je bil v starem glavnem mostu, mi smo živeli na zgornjem in smo se fantje bojevali med seboj. In to zares. Tako da smo šli, da smo si naredili loke s puščicami, obteženimi z žeblom, in smo drug na drugega, torej pravi navali se bili. In se spomnim, enemu mojemu sosedu je puščica ga zadela v oko. In mu je oko tam pričo mene steklo, ta je upil, nismo vedeli, kaj se je pravzaprav zgodilo. Kaj je bil potem eno oko svoje življenje. Skratka, odtot ta Čačak in odtot potem moje življenje tudi na Mariborskem Lentu. No, k temu Čačku oziroma k temu izgnanstvu oziroma k družini se bomo še vračali. Zakaj se mi je zdela pomembno, da se to izpostavi? Ker namreč vse to, od rojstva naprej, od te predzgodbe, pravzaprav njegovega rojstva, vse to je našlo pot tudi v literaturo. In ko so išle na Plavine leta 2004 in se je od njih res na dolgo razpisala doktorica Helga Gljušič v književnih listih, je pesem, ki govori o tej tvoji predzgodbi, torej o zgodbi tvojih staršev in tem seveda izgnanstvo v Čačku označila kot najlepšo pesniško sago družinsko, ki jo je kdajkoli brala. In zdaj sem pokukala z veseljem, bi jo seveda vam prebrali, ampak ta pesem v prozi obsega 14 strani in stoji, lahko bi rekli, v središču pesniške zbirke Na Plavine. In samo konec, morda če preberem, vse to, nedoumljiva določenost naših življenj, vse to se je očitno moralo zgoditi,
da se je avgusta naslednjega leta rodil ta, ki je to napisal. Torej, to izgnanstvo, morda še bova se vrnila k temu, pa greva naprej, rekel si, da si torej 4 leta preživel pravzaprav pri stari mami. Morda omeniva še njo, ki je bila čisto posebna ženska. Mnogi na Mariborčani starejši na Lentu se je spomnijo, ker je bila zelo odločna ženska, ki je pisala celo grafite po stenah, skupaj seveda z svojim vnukom. In ta ženska je bila pa primorskega porekla, tako da si zapisal, da so te zamesili iz primorsko-štajerskih torej korenine, da imaš primorsko-štajerske, nevarno, jaz bi rekla dobra, mišljega, kajti primorci so se očitno na Štajerskem boljše počutili kot v Ljubljani, kar veliko jih je ostalo v Mariboru, ko so prihajali pravzaprav bežali pred fašizmom, na Štajersko, veliko jih je, in tudi mnogi so odločilno prispevali tudi k podobi, kulturni podobi mesta Maribor, tako na glasbenem, naprej glasbeno področje je bilo zelo močno, in tudi v teh tvojih koreninah je bilo nek pesnik, po mamini strani. No, treba tako reči, ne, da se ne bi v Ljubljani dobro počutili primorci. Maribor je bil po prvi svetovni vojni in z majstrovo akcijo izpraznjen. Maribor je bil bilingualno mesto, tako kot je Trst še danes. In ko je majster osvojil mesto za slovenstvo, je približno 70 do 75% vseh Nemcev zbežalo onkraj nove državne meje, meje SHS. Ti Nemci so bili pa tudi avtohtoni prebivalci Maribora, tam rojeni in tako dalje, in bili so nosilci kapitala, se pravi, da je z njimi vred počel tudi denar, in bili so vrhnja plast, to so le bili malomeščani, ne meščani, malomeščani, ki so, bi rekel, vodili tudi kulturne zadeve v mestu, šolstvo in tako dalje. In sreča v nesreči je takrat bila, da so pa primorci pod presingom napredujočega fašizma, ki je izganjal zavedne primorce, zlasti državne službence, profesorje, učitelje, duhovnike tudi, čeprav pri duhovnikih je tudi nekoliko drugačna zgodba. Tako da so primorci iskali potem novo priložnost, kje se naseliti. In Maribor, kot izpraznjeno mesto, je bil tako rekoč kot dar na dlani. Zato so se potem naseljevali v mestu in ga zelo hitro pomagali slovenizirati. Za svojo živahnost so prinašali na Mariborske ulice in veliko v germanski element, malo več mediteranske svetlobe, odprtosti, živahnosti. In primorci so tudi zasedli pravzaprav večina pedagoških položajev v šolstvu, na gimnazijah, v osnovnem šolstvu, v izobraževanju sploh, v kulturi. Kar nekaj direktorjev Mariborskega gledališča so bili v začetku primorci. Tako da Maribor se ima kar precej za zahvaliti primorcem, da se je po prvi svetovni vojni tako hitro sloveniziral. Zdaj, to bi lahko načela celo področje, zdaj o Mariboru, zakaj je zanimivo to poslušati, ker Andrej je namreč tudi avtor znamenite mariborske knjige. In sicer leta, če se prav spomnim, 1999 je išla prvič v letu, ko je bil Maribor Evropska prestolnica kulture, se pravi leta 2012, je potem išla še enkrat, prirejena tudi za tujce, tudi v angleškem jeziku. In seveda ta mariborska knjiga je zelo odmevala med Mariborčani. V njej je Andrej izbral besedila, ki govorijo o Mariboru, različnih avtorjev. Zajel si obdobje od kdaj do kdaj? Ja, od začetka pravzaprav, od Antona Martina Slomška, pa še prej.
se pravi pufa, se pravi prva polovica 19. stoletja. Od trenutka, ko lahko začnemo govoriti o nekoliko bolj močnem ali pa večjem procentu Slovencev v Mariboru. Ker stvar je bila taka, da Maribor je bil v resnici nemško mesto, okolica je bila vsa slovenska. Zelo podobno kot v Trstu. Trst je bil italijanska, okolica je bila slovenska. In seveda, razlika je bila tudi v socialnih strukturih. Gospodje so bili Nemci. Hlapci in dekle so bili Slovenci iz okolice. Kmetje, rodarci. To se Mariboru še danes pozna. Maribor je še vedno ruralno mesto. Plast intelektualno, ali pa če hočeš, plast mestnega prebivalstva, ki bi se počutilo na mestni način, ki bi imelo mestne navade, ki bi tudi v svojem mestu uživalo čez soboto, nedeljo, relativno malo. Slovenci vsi smo še nekoliko ruralni ljudje. Naša mesta so premajhna, da ne bi narava kar naprej udirala v ta naša majhna mesta in jih kar naprej, bi rekel, ruralizirala. Ampak to ni nič hudega. To ni nič hudega. Mi vemo, da si marsikatero meščani velikih mest to želijo, pa ne morejo priti do tega. Ampak ta knjiga, ki jo toplo priporočamo seveda vsem, ki bi želeli o Mariboru, zgodovini Maribora, skozi literaturo, seveda vedeti kaj več, je zelo odmevala tudi zaradi spremne besede Andrejeve, in sicer je to kar en tak zgodovinsko-sociološki esej, spremna študija v tej knjigi, v kateri je seveda zelo pogosto ponovljena misel iz te knjige, da je Maribor še zmeraj mesto spodrezanih, trikrat spodrezanih korenin, ki še zmeraj išče svojo identiteto. Ampak ne bova šla zdaj v te vode, samo opozarjava, torej tudi na to pomembno uredniško delo tvoje. No, ampak če greva naprej, torej tej stari mami, je Andrej posvetil tudi pesem z naslovom Stara mama, za katero jaz pravim, da je naslovniško odprta, da je torej sicer ujet njegov spomin na staro mamo in da funkcionira ta pesem enako, torej ne enako seveda, ampak zelo dobro lahko nagovori tako odraslega bralca kot najbrž tudi otroka. Ta stara mama je bila seveda zelo, praviš, odločna gospa, nič te ni razvajala, nič ti ni prizanašala, ljubezen je kazala predvsem skozi dejanja, praviš, in taka je tudi pesem, mogoče jo bomo kasneje celo prebrali. No, potem so se tvoji starši vrnili v Maribor, si ostal v Mariboru in po gimnaziji si nadaljeval študij v Ljubljani. In Ljubljana je pravzaprav pomenila v tvojem osebnostnem razvoju in tudi pesniškem razvoju verjetno kar pomembno prelomnico. Druženje tukaj okoli gledališča, Kopilje, Ferkeberg, potem seveda bil si del tega gledališča, potem seveda znameniti profesor Dušan Pirjevec na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Vsa ta družba tvoja takratna je seveda te pomembno sooblikovala. Morda kakšen tvoj pogled nazaj na to obdobje, kako bi ga zelo nakratko orisal, kaj je pomenilo v tvojem življenju in zakaj potem vendarle odločitev, da se po Ljubljani, kjer si se zelo dobro počutil, kjer si imel torej družbo, torej, s katero ste lahko delili različne te intelektualne in pesniške izzive, ki so vas zminirali v takratnem času, zakaj potem odločitev vendarle za vrnitev v Maribor. To ni kot očitek, ker marsikdaj novinarjem reče, zakaj te to sprašujejo, da se moraš zagovarjati, da si se vrnil v Maribor, ampak bo o tem tudi še navezujem še na nekaj. Jaz sem imel pravzaprav srečo, potem, ko sem končal gimnazijo, čeprav sem okleval, kam bi se vpisal. Ja, to moramo tudi povedati. Enako me je privlačevalo slikarstvo, ker sem se sam ukvarjal tudi takrat s slikarstvom, potem jeziki so me zanimali, romanistika. In
In seveda komparativa. Prebral sem oddelek za svetovno književnost. Ni bilo čisto jasno, kaj to je. Potem sem se dal podočiti in pol, res sem bil v dilemi tisti dan, ko sem se opisoval. A se res me ta dina? Ta dilema je trajala do dne, ko sem se zelo preko oglisal. In potem mi tam moj kolega pravi, poslušaj pa te, vrži dinar. In vržim dinar in najprej je odpadla akademija in potem še vržim znova in ostane pač kot ta oddelek za svetovno književnost in romanistika. In sem imel srečo, res. Kajti takrat sta predavala še dva res imenjena profesorja, profesor Cvirk, ki je bil predstojnik, in pa Hac, Dušan Birjevec. Zakaj pravim, da sem imel srečo? Zlasti seveda z Dušanom Birjevcem. Dušan Birjevec pravzaprav ni bil sam profesor. Njemu je celo Antonov Cvirk nasprotoval, je rekel, to, kar ti predavaš, to ni več svetovna književnost. Študente pa je premalo odnesli. To je bolj filozofija že in je bilo res. Na kratko rečeno in veliko simplificirano, Dušan Birjevec je bil filozof, ki je filozofska vprašanja razlagal preko literature in literarnih problemov, preko evropskega romana. Poznamo njegovo knjigo, evropski roman, poznamo njegove sprednje besede k zbirki 100 romanov. Meni je to seveda bilo blizu, kajti literatura je čutno estetska manifestacija sveta, ni samo bi rekel, miselna matematika, spoznavna matematika, bi rekel, kar filozofija v resnici je. To mi je bilo blizu in ko pravim, da ni predaval samo literature, je skozi vse te probleme, ki je literatura prinašala seboj, zlasti evropski roman, pravzaprav ki je odkrival skrivnosti in problemi življenja samega. In smo študentje, se preko njegovih predavanj, pravzaprav smo se usposabljali za življenje, preprosto rečeno. Kako si razlagati in kako reagirati v posameznih življenjskih problemih. Od problem akcije in aktivizma. Starejši se boste spomnili, da smo leta 1969 zasedli Filofaks. On je takoj priredil predavanje točno na to temo. Akcija in aktivizem. In nas je svaril za zgledi iz evropskega romana. Tam ima vsak glavni junak svoje najstvo, svojo idejo. In v imenu te ideje gre v boj za svetom, da bi to svojo idejo uresničil. Od Don Quixota do Kafke. Ampak je rekel, na koncu vsi propadajo, kajti akcija vedno udavi svojega akterja, da propada. In se opozarjajo, ko vi zdaj zasedate v univerzo, v fakulteto, pazite, kaj se bo zgodilo, in tako dalje. V tem smislu. Mogoče je Drago Baj bil celo na tiste predavanje. Se nas spomniš? No, in to je bila ena taka stvar, ki je imela tudi literaturi velike posledice. V tistem času, namreč v literaturi pride do neoavantgarde slovenske in do takranega reizma, kot je Taras Kemal to imenoval. Bistvo reizma je pa točno to. Ne se polaščati sveta, ampak se ga samo dotikati in ga pustiti takšnega, kot je. Biti in pustiti biti, kot je tudi Birjevec večkrat razlagal. Tako da so njegova predavanja imela, bi rekel, trojni vpliv. Vpliv na literarno dogajanje, vpliv na razlaganje literature in vpliv na to, kaj življenje je in kako ga je treba živeti. Zato je bil tako dragocen. Da ne omenjam njegove karizme pri samem predavanju. To so hodili na ta njegova predavanja tudi ljudje iz drugih fakultet. Tudi študenti teologije so spomnili, so zelo poštevali predavanje.
Tako da mi je dejansko bilo izredno žal potem, ko je umrl je prezgodaj. Umrl je prezgodaj, mislim, da bi marsikaj tudi pozneje se pri nas razvijalo drugače, če bi bil Ahac še živ. Pa gledališče, Popilje Ferkenberg? Ja, seveda. Veste, danes, ko berem v literarni zgodovini, ali pa tudi sicer v publicistiki, ki opisuje 60. leta, vse zveni tako, kot da je bilo to vse načrtovano, vse premišljeno in tako dalje. Ni res. Vse te stvari so se dogajale zelo spontano. Tako je prišlo tudi do gledališča, avantgardno gledališče Popilje Ferkenberg, pa pozneje seveda do žlahtne plesni Popilje Ferkenberg, ki je bila prva. Ne, vse to je bilo spontano. Konkretno za to žlahtno plesno Popilje Ferkenberg je bilo tako, da smo kolegi, večinoma seveda študente operative, se združili v skupino 4-4-2. Najprej bila 4-4-1, ko sem se jaz pridružil po 4-4-2. Svetina, Jesih, Bartol Kuntus, Poniš, Tomaž Kralj in tako dalje. Ker smo hoteli narediti proti v tej skupini Ohop, ki je pa svojo, bi rekel, avantgardnost, v resnici pa, bi rekel, svojo daljnovidnost, manifestirala s tem, da ni več ostajala zgolj in samo v literaturi, ampak je šla že naprej v življenje samo. Tako so recimo Marko Pogačnik je začel že takrat se ukvarjati z zastavljanjem zemlje in tako dalje. Potem isto Greister Plamen je šel v ekološke probleme. In tako Naško Križnar je šel v etnologijo in tako dalje. Dogajal se je tipičen avantgardističen preskok, ko, če zdaj govoriva odnos poezija, realiteta, življenje, se zgodi zamenjava estetske funkcije. Ko se literatura vrne nazaj v življenje in ga poetizira, sama se pa prozaizira. Zato ti odvodi potem v življenje samo, v raziskovanje življenja. Medtem ko ta naša skupina 4-4-2 je vendarle skušala ostati znotraj okvirja literature in ko smo 68. leta želeli pripraviti ob koncu šolskega leta, študijskega leta, konc maja, literarni večer v Mali Drami, je Svetina menda rekel, pa poslušajte, pa zakaj bi priredili čisto spet še eno od navadnih literarnih večerov, a ne bi to malo popestrili, da bi lahko kaj zrežiral in tako dalje. Ja, pa res, koga bi pa pritegnili, je pa Dušana Ivanoviča, ki je pravkar zdaj imel dve dobri predstavi in tako dalje. In Ivanovič z veseljem to zgrabil, mladi Ivanovič, se nismo bili kaj dosti razlike. In takrat se je on pa to, bi rekel, zgrabil v tem smislu, da ga je zanimal prav ta odnos, gledališče in poezija sama in beseda. In je znani vred nas je začarovano dogajanje, kjer smo potem vsi začeli sodelovati, vsi začeli prihajati z idejami, on jih pa tako rekoč samo nekoliko selekcioniral in razporejal. In je prišlo do enega zelo efikasnega literarnega nastopa, ki je bil že na meji z performansom, se pravi z gledališčem. Jaz vem, da sem bil oblečen v moder pajac, uslužbenca na Petrolu. Potem je bila ena naša kolegica tam, ki se je prvikrat v slovenskem gledališču je bila slečena v pasu. Potem se spomnim Matjaža Kocbeka, Kocbek je bil zraven, seveda. Mi smo se tudi zbirali pri Kocbekovi doma v kabinetu 4-4-2. To je bil kabinet Edvarda Kocbeka, nad stanovanjem. In zato potem to ime. In odmev v javnosti je bil pravzaprav, da gre za eksces. To je za Slovence kot skrajno okorele moraliste nekaj neverjetnega. Da se tako dela za slovensko besedo, da
eno dekle pride celo iz Tegolo, da tulijo in se polivajo z vodo. Pa ste zaklavi, ne? Ne, to je bilo potem naslednji. Ampak že to je bil pretres. Jaz vem, da je Tof z nami naredil intervju, in je rekel, zakaj ste pogovorili? Ja, sem jaz rekel, podlaga je koža vsega. Podlaga je koža. Hočem povedati, kako težko, kako je pri mlajših ljudeh nekaj, kar se jim zdi popolnoma samo po sebi logično in naravno, kako se starejši, ki smo potem seveda že okoreli, kako se jim zdi nenavadno in kako se lovijo na različne izjave. Ampak to ni hec. Te izjave navadno preidejo potem tudi v literarno zgodovino sploh in jo formirajo. Stvar ni nedolžna. In jo tudi popačijo. Ja, zdaj, tu bi seveda spet lahko nadaljevali, ampak gremo nazaj v Maribor in seveda v Maribor, ko si se vrnil, zdaj, služboval si, to je tudi zapisano. Ja, samo še odločil, to veš. Zakaj sem se pa res vrnil? Ja, vse sem. Jaz sem se tukaj res dobro počutil in sem celo, so mi ponujali takrat službo na RTV in tako dalje. Jaz imam en svoj zelo močno oseben mit. In za ta mit je kriva moja mama. Pa daj ga, boš ga prebral? Ne, še ne bom prebral, povedal. Što z tega mita je, tako smo pišli v srpskem izgnanstvu. Moja mama z sestrom neprestano pripovedovala, ko bomo šli v Maribor, bomo šli k 3 ribnikom, ti boš lahko veslal, bomo šli k Ilihova Breda, tam sedi, to je bila njihova slešničarna, zelo znana slešničarna v Mariboru, na čudovite kremšnite. Bomo šli v muzej, boš videl prelomljeno sado generala Majstra. In meni kot otroku je ta Maribor rastel v mit. To ni več bilo realno mesto, ampak sanjsko mesto. In ko smo se med počitnicami, smo potovali v Maribor, k stari mami, me je navadno zjutraj vlak je vozil iz Beograda, je ravno prišel do Brežic, celo noč. In ko smo zjutraj prišli do Brežice, vsakokrat se mi zdi, da je bilo lepo vreme. Me zbudi mama, oče, pravi, poglej, smo že v Sloveniji in jaz planem k oknu. In se mi je zdelo prvič trava čist drugač diha v vetru. Dišalo je drugač. Vse je bilo urejeno, Srbija, veste, ni bilo urejena. Kondukter je bil tih, spoštljiv, so se drli. Vse je bilo tako, da se mi je resnično zdelo vse sanjsko. In potem, ko pridemo v Zidani most, pa mi oče rekel, veš, zdaj bo del kompozicije odcepljen, ker gre proti Ljubljani. Mi gremo pa tukaj zdaj na desno, v Maribor. In potem, ko smo prišli že tam čez Dravski most in se je odprla tista širna reka in potem, skratka, mit. In moč tega mita je pri meni torej tako intenzivna, da Maribor zame še danes velja kot nekaj izrednega. To je z mami vedno pravi. Ti si kriva, da sem tukaj in tako, da doživljam to, kar doživljam. To je v negativnem smislu. Ampak tako je, ta moč me drži in tudi absolutno je nočem nič oprotimljati. Ja, seveda smo to morali omeniti, kaj ti obstaja. Da bodo stvari jasnejše. Ja, da bodo stvari jasnejše, ampak tisti, ki morda ne poznate toliko Andrejeve literature, vse to, kar pripoveduje, vse to je tudi upesnjeno. In ta mit ima seveda odmev tudi v pesmi Hoja za prividom ali odgovor na novinarkino vprašanje pod naslov. In to pesem smo Andrejo prebrali lansko leto, oziroma na prireditvi prebrali, ko je lansko leto prejel Glazarjevo nagrado za življenjsko delo. In dovoli, da preberem vsaj zadnji del, oziroma boš ti prebral. Ne, izvolite. Boš ti prebral. Jaz sem vam ravno že kar en listek imam zataknem za to pesmijo. In pravi takole, to je konec pesmi. In je pristopihal vlak in so nas popeljale tračnice in od takrat moj Bog. Se mi je minilo skoraj celo življenje. Od takrat smo doživeli marsikaj.
In marsikaj še doživljamo v tem obubožanem, izpraznjenem, v sebi zlomljenem mestu spodrezanih korenin. V tem mestu, ki je kljub vsemu ostalo moj dom. Ostalo zaradi davne čarovnije maminega pripovedovanja. Zaradi milega otroškega privida, za katerim hodim še danes. Privida, ki z močjo svojega sija ne dopušča nobenega dvoma, da ne bi hodil za njim tudi jutri. Zdaj, v Mariboru seveda morava na vsak način omeniti, ne moreva mimo tega druženja peterice. V Mariboru, torej, če rečeš peterica, večina intelektualcev ve, o čem teče beseda. Torej, to je bilo 5 moških mladeničev, ki so se družili in prijateljevali, pa je tudi na veliko popivali, ampak seveda to Parklič vedno znova pove, da ste bili vsestransko zelo aktivni, ampak torej, ta peterica je izdala potem skupaj zbornik z naslovom Skupaj leta 1973, v katerem ste pravzaprav zapisali tudi nekaj vrste manifest. In ta manifest je bil seveda posvečen policentrizmu oziroma regionalnemu razvoju, tudi seveda v duhovnem smislu Slovenije. Torej, naj ustvarjajo tudi literati, ne samo v prestolnici, naj bodo razpršeni po različnih koncih Slovenije, naj bodo močna, torej tudi kulturna, duhovna središča. In še zadnjič sem pravil intervju s tabo in praviš, če bi se to uresničilo, bi pravzaprav kreativnost v Sloveniji eksplodirala. Seveda, mi smo se tam zavzeli, to je bila spremna beseda Marjana Kramberga. No, mi glede, to peterice spadajo Drago Jančar, Marjan Kramberg, Francija Postelič, Parklič pa jaz. Namreč, treba vedeti, da ta leta, 60, pa potem 70, prej smo menili, da to gre za leta neoavantgarde, smo čutili potrebo se vedno združevati, da bi kot grupni subjekt lažje uveljavili svoje stvari, kot pa samo posamezniki. In zato v Ljubljani teh 2 skupini, ki sem jih omenil, OHO in 442, in zato potem v Mariboru tudi peterica. Kajti razmere, družbene razmere, so pa takrat so pa počasi začele postajati take, da kot posameznik si težko realiziral tisto, kar si želel. Mi vemo, da so v političnem smislu 70 leta dvajna svinčena leta. In mi smo, ta naša mariborska skupina je drago plačala ta svinčena leta. Veste se, Draga Jančarja, postavili v sodišče in ga zaprli. Pod pretvezo, da je vnašal prepovedano literaturo. Šlo pa za tisto knjižico, ki je opisovala poboje v Rogu. Tako da odtot te skupine, če bi se kdo čudil, zakaj? Zato, da smo znotraj družbe lažje prodrli in lažje artikulirali svoje stvari. Pozneje je bilo nekoliko lažje, ko se ustanovila Nova revija, to je bilo v začetku 80-ih let. Ker je Nova revija prevzela v bistvu to vlogo in jo je potem resnično pedala ves čas do osamosvojitve. Tako da to je zelo logična linija, če jo poznaš. Tudi historijat Nove revije je seveda zelo zanimiv v tem smislu. Ne vem, kako bojo raziskovali historijat Nove revije, kako sem danes slišal, je ogromno materijalov uničenega, ravno v zvezi z funkcioniranjem revije oziroma družbenim nadzorom revije. Dobro. To, ko so Jančarja zaprli, ko so vas pravzaprav na nek način vrstili, Jančar je potem seveda kmalu, potem, ko se je vrnil iz zapora, je bil nekaj časa, ampak zelo kratek čas, 3-4 leta, mislim, da smo nas... Še tone. Pol je bil na večeru arhivar, v arhivu delal. Ja. Veste kaj, takrat je v Mariboru vladala, v Ljubljani je že več ne vem toliko, ker nisem bil več tukaj, vmes sem pač služil. V Mariboru je vladala skrajno pritlehna struktura vodstvena, od županov do vsega. Niti založba Obzorja ni več bila svetla točka, ker je med tem direktor Koštaršev v pokoj, oziroma so ga upokojili, ker on bi bil še voljan delati. Ampak so eden od
ljudi, ki so sedeli do pred kratkim v parlamentu in je bil takrat partijski sekretar v Mariboru, je rekel, moramo narediti na založbi Obzorja red, zato ne gre Košarkarju penzijo, čeprav bi še naredilo. Košarki je še danes pojem slovenskega založništva. Tako so pač Slovenci neprestano spodrezujemo korenine. No in razmere so bile tako, bi rekel, zaostrene in hude. Jaz sem konec koncev sem imel v rokah diplomo komparative, ne? In sem seveda mislil, da se bom normalno lahko zaposlil na založbi Obzorja. Pri tem pa pozabil, da so Obzorja bila kar najbolj partijsko kontrolirana inštitucija, se je vendar izdajala knjige, ki grejo med ljudi in je treba paziti, kaj ljudi dobijo v roke in tako dalje. In so takrat poklicali Hermana Vogla iz Ljubljane, da je prevzel mesto glavnega urednika in je bil potem glavni urednik za izvirno literaturo do leta 1989, ko ga je vzela trava, ko se je pravi utopil. In se takrat, to je bil pa že čas propada socialistične Jugoslavije in nastanka slovenske samostojne države, ko sem tudi jaz končno lahko prišel na založbo Obzorja, ki je bila pa že praktično zelo načeta. Jaz sem čutil kot star zarevel tankar, ki se komaj obrača v zalivu takratnih razmer. Ampak vseeno, moram reči, da mi je uspelo izdati kar precej relevantnih knjig za tiste čase in za tistimi financami, ki so bili na razpolago. Skušal sem seveda bazirati na mlajših avtorjih, pa tudi zbujati mestno zavest v Mariboru s tem, kar je bilo tam ustvarjeno. In smo tiskali, recimo, govorim zdaj kar tako, prvikrat po letu 1945 Stanka Majcna, Bogarja Meha njegovega, v zbirki slovenske kulturne zakladnice. Potem pri nas je objavil takrat Boris Pahor, ki je bil persona non grata. Je objavljal na slovenskem poldnevniku, se mi zdi, se je imenovala knjiga publicistike Tuljega velikega držača na Rebule. Več teh stvari nam je uspelo takrat in s tem moram reči, smo počasi mehčali ta trdi obroč, ki nas je oklepal. Hkrati nas je ena ožja skupina v Mariboru dajala javno, v pismih bralcev, v Večeru, iniciative, kaj bi bilo dobro narediti. In ko so Majstrovi borci, ko je končno uspelo, da so postavili Majstrov spomenik v Mariboru, se veste, tudi Majster je bil persona non grata. Vse bi se moralo začeti z letom 41, oziroma 45. Sem se takrat spomnil, ja, Madonna, kaj bi pa Majster imel za, oziroma kaj bi pa Majster imel za osamosvajati v Mariboru, če ne bi bilo prej Slomška, ki je za svojo škofijo zakoličil narodnostno mejo na severu. In smo začeli z akcijo za postavitev Slomškovega spomenika. Nekateri niso razumeli, zakaj to počnemo. In so ironizirali, češ, neko spomeničanstvo. Žal tudi na mariborskem Večeru. Ne, ni šlo toliko za te spomenike. Šlo je za dvig tradicije in s tem za veliko normalizacijo nekih družbenih odnosov med nami in povečano mestno samozavest in s tem vzpostavljanje nove identitete mesta. Takrat je mesto namreč izgubilo svojo proletarsko identiteto, ker je propadla vsa industrija, težka industrija, orientirana predvsem na jug, v Jugoslavijo in seveda v Jugoslavijsko armado. In vse te stvari so takrat resnično vplivali pozitivno na razpoloženje v mestu, spet je bilo prijetno živeti nekaj časa v Mariboru, dok se niso stvari spet začele komplicirati in iti navzdol in je danes Maribor pač spet tukaj. Spet moramo narediti rezime čez to, ker vidite, da bi naj lahko prineslo na različna področja. Morda samo omenim, da je Andrej kot urednik, torej na založbi Obzorja in kasneje na študentski založbi Litera, igral zelo pomembno vlogo.
bil je strog urednik, gospod Bajt bi to gotovo lahko potrdil. Do njega ni bilo treba. Ne mislim do njega, ampak poznal je tvoje delo, vem, da sta se dosti družila. Torej, strog urednik, marsikaj, vem, da si tudi mnogim tudi svetoval, popravljal celo tekste in tako naprej. Ni šlo sploh ne vse skozi, najkar tako. In za svoje uredniško delo je dobil torej urednik, tako kot se piše z veliko začetnico, tako kot so bili včasih res uredniki. In za svoje uredniško delo je bil tudi nagrajen, tako z Glazarjevo listino in tudi zdaj, ko sem brala še enkrat utemeljitev za Prešernovo nagrado za življenjsko delo, tudi v tej utemeljitvi piše, da ne nazadnje tudi za uredniško delo, za dolgoletno, odlično uredniško delo. Zdaj, seveda tu se vidi, da si pravzaprav bil tudi vse to, kar si prepovedoval, tudi družbeno angažiran ves čas na nek način na tem kulturnem področju, kar kaže tudi tvoja knjiga, ki se je danes žal sploh ne bova dotaknila, knjiga Odzivi, v kateri so zbrani različna besedila, ki so izhajala v dnevnem, torej časopisju. Mislim, da letos izide drugi del odzivov, da se ravno kar pripravlja. Torej, da si bil zelo angažiran na tem področju. Če se pa zdaj, pa če omeniva še Peterico, da še tam narediva rezime, seveda prijateljski vezi, koliko vem, ohranjate, vas še držijo skupaj, se še vsake toliko časa, mislim, na leto dobivate, kot vem, še zmeraj ognjevito diskutirate o, seveda, o bolezni. Ne, o literaturi. Prej pa si govoril o tem odločanju za študij, si omenil, da si pravzaprav bil v težavah zaradi tega tudi talenta in seveda na nek način seveda daru z področja slikarstva, te vleklo v slikarstvo, pa ne samo slikarstvo. Korenine si imel, torej tudi glasbene gene si podedoval, oče tvoj je bil profesor glasbe, tudi dedek je bil profesor glasbe. Na mnogih literarnih večerih si kdaj povedal kakšno anekdoto, kako si tudi sam pisal in celo služil neki denar z ustvarjanjem glasbe skupaj z Mariboru znanim, torej opernim pevcem Emilom Baronikom, da sta se šla neke glasbene eksperimente. No, ampak ostaliva... Ne, pa tekste sem pisal za Vinco Falk. Ja, točno, ja. Tekste si pisal. Če poznate, kdo je bil stari Boštjan, recimo, ne? Kdo vedel bi, kdaj je bil jezen pijan, a dober kot kruh je bil stari Boštjan. Tam daleč, sledi bele ravnine, mesece padnico iz višine. Vse je tudi nekaj tvojih pesmi v glasbenih, ne? Tudi pela jih je na svojem CD-u, jih ima tudi... Kohont. Ne Irena Kohont, ampak tudi, ta gledališka igralka Koroška. Jerca Mrzelova. No, ne bi zdaj preveč o tem, to je zaradi denarja. Ker to se glasno splača, veste. No, ampak ta od Te stvari sem jaz pisal kot študent, oziroma kot mladi mož, da bi si še kaj zaslužil za družino. Ampak še danes vsak konc leta dobim obračun z radija, pa z televizije, koliko je znesla predvajanje. Vse ni dost, 200-300 evrov, ampak ne? Tako da na tem sektorju mladi ljudje, dajte pisati za popevke, to se splača. No, ampak če ostaneva pri slikarstvu, ki pa je zelo pomembno za tvoje ustvarjanje še danes, pa ne zato, ker v prostem času še zmeraj rad torej slikaš, ampak seveda tudi zato, ker je slika torej zelo pomembna v tvoji literaturi. Torej, večkrat poudarjaš, da si izrazito vizualni tip in že prva pesniška zbirka, ki si jo izdal, pri založbi Obzorja, takrat pri znamenitem, torej še uredniku Košarju, ima naslov Slikanica. In morda še v tej zvezi pa bova še tudi druge stvari povejva, ker se nam zdi, da je to danes potrebno posebej poudariti, da je že pri prvi pesniški zbirki prišlo do zelo pomembnega
sodelovanja, in sicer slikarjem Zmagom Jerajem. V Mariboru je bil včeraj pogreb tega znamenitega slovenskega slikarja. Danes je bila žalna seja, Andrej je imel celo govor včeraj na pogrebu. In že pri tej zbirki sta se ujela. Večino tvojih kasnejših zbirk je opremil Zmago Jeraj. Posebej se bomo pa ustavili, ker se moramo seveda ob 4 knjigah za mladino, oziroma 3 od teh je seveda si ustvarjal skupaj z Zmagom Jerajem. Pa mogoče o sliki kot temeljnem, na nek način bi lahko rekli, izraznem sredstvu tvoje poezije. Ja, svet, kot si rekla, samo doživljam slikovno. Verjetno zato tudi ta nagnjenost v slikarstvo, ne? In tudi želja, da bi šel slikarstvo najprej, prvotna želja, da bi šel slikarstvo tudi študirati. Ampak potem, ko je prevladala beseda, sem kar hitro ugotovil, da je temeljni element moje poezije besedna slika. Da tisto, kar bi morda, če bi šel v slikarstvo na sliko, sem zdaj pravzaprav v besedu. Vendar ta proces je trajal zelo dobro, da sem lahko našel tiste besede, tisti svoj glas, da sem lahko to sliko izrazil. In jaz se spomnim, v času, ko smo skupaj prepevali pri APZ-ju, smo šli enkrat na koncert v Trbovlje. In sem sedel pri oknu, to zdaj prvič povem, in sem sedel pri oknu in smo se iz Trojanskih spuščali proti Izlakam. Bila je že pozna jesen, potok je tek ob cesti, korenine, sistem korenin, ki je držal v reki in tako dalje. Skratka, tako mi je zažarel svet nasproti. Videl sem vse podrobnosti. Vse je bilo, kot bi bilo okrogljeno stušeno, razločeno. Vendar nisem se mogel izraziti. Ko sem rekel, kako bi pa zdaj to povedal, ne? Ostal sem brez besede. In to je povzročilo v meni tako napetost, da so mi stopile solze v oči. Ne moreš se izraziti, vidiš pa. In pravim, zato je to bil predvsej dolg proces, da sem prišel do lastnega jezika, do lastnega instrumenta, s katerim sem lahko izrazil svoj svet. To, kar sem videl, to je bil moj svet, za katerega pa še nisem instrumenta, adekvatnega jezika, ki ga je bilo treba še razkovati. In slikanica je pravzaprav izbor iz neprimerno večjega opusa takrat. Izbor, ki sem ga že naredil iz zavesti, da je ravno slika temeljni element moje poezije, in zato sem tudi dal naslov slikanica. To nima nobene zveze z otroštvom ali pa z čebitaki, ampak za sliko. Ne? In so kritiki tukaj mimo vsekali, skoraj vsi po vrsti, da vračanje v otroštvo v pred edipalni obdobje. Ne, šlo je za sliko. Zdaj pa se pozabil, kaj si lahko povedal še. Ne, se si odgovoril, da... Ja, in zdaj seveda, ko sem imel zbirko že pri založbi Obzorja, pri Košarju, in glede, s katerim smo imeli konflikt, sem imel tudi konflikt, zagledam nekega dne, ko grem po Gosposki ulici v Mariboru, tam, kjer je bila včasih knjigarna založbe Obzorja in majhno razstavišče, perfektno sliko, črna obrobljena miza na belem z rdečim nožem sredi mize. To je to. Sin sem že bil abstrakcija, pravzaprav abstraktnega ekspresionizma, že odprt v pop-art, in zdaj zagledam to. In to me je vrlo. In takoj sem stopil v knjigarno in sem rekel, poslušajte, da bi lahko spoznal tega slikarja, ki je to naredil. Rekel, ja, to je Zmago Jeraj. Kje pa živi, imate njegov naslov? Ja, imamo. In ugotovim, da živi par ulic naprej, v Cankarjevi ulici Mariboru, in mi dajo telefonsko številko, se predstavim, povem, da imam zbirko iz založbe Obzorja in da absolutno želim, da bi mi opremil zbirko on.
ker sem pravkar videl sliko, ki je za mene bila resnično doživeti. In je povabil k sebi domov. In kako je bil po telefonu benevolenten, tako je potem, ko sva se osebno srečala, smo opazili, da je zelo zadržal. Da me je izredno precizno motril, kdo je zdaj ta, kaj je zdaj to za en pojav, ker jaz sem pa začel, jaz sem imel svojo vizijo opreme in sem začel svoje pesmi tam v njegovi dnevni sobi kar po tleh razpostavljati, pa tako bi naredil, pa tako. Če je star si bil 23 let? Kdo? Ti. Ja. On pa 7 let starejši. Ja, glas. In on pravi sam, on pravi, pa zakaj si pa ne bi bili knjigo sami? Logično izpeljava. In tako se je začelo najmožarstvo. Ko sem rekel, da smo imela takoj s Košarjem konflikt, on pristane, ja, rekel je, ne more vam nič zdaj povedati, dajte se čez en teden oglasiti, ko vam stvari prebral, čez en teden se oglasim, je pristal. In takoj sem ga pa prosil, sem rekel, veste kaj, jaz odhajam zdaj v Francijo, eno dolgo avtoštoparsko potovanje, da bi se lahko midva z Košarjem dogovorila zaradi opreme zdaj, prej, bilo je pa konc maja. Lahko. In greva na založbo Zorja, stopila v pisarno, Košar je bil absolutno nasršen. Kaj želite? Osoro. Ker odhajamo že kmalu na dopust, če bi se lahko dogovorili za probleme. Prezgodaj prihajate, motite me, izvolite, tam so vrata. Ja, on je bil, lahko je bil zelo organ, kada je imel živce. Ja, naj ga pa mi vprašal, zakaj pa tašna aroganca? Takrat je šele skočil. Kaj? Tlaniš prvar, ne vam druga založba tiska knjigo. In sem šla kot popanjena ven, jaz vem, da sem zelo putno z vrati, in se ostavila zunaj na hodniku, sem povedal, kaj pa zdaj hudičem? Ne vem, če sem ti to kaj pripomnil. In si rečem, jaz bom drugi dan šel kar spet. In sem še drugi dan šel spet, popolnoma drugačna scena. Izvolite, oro sem dobil, kekse sem dobil. Ja, zmago je raj, sem vedel, bomo. In sem šel mirne duše potem na to avtoštorsko potovanje in ko sem prišel nazaj, me je doma na mizi čakala ta zbirka. Tako se je začelo prijateljstvo z Zmagom Jerajem, ki je ena najlepših zgodb mojega življenja. In zdaj, ko je odšel, sem se eno pred par dnevi moral priznati, da se mi je življenje nekoliko stemnilo, ker je te zgodbe konec. Niti enkrat se nisva sprla, času se tudi za taj časa nisva videla, ampak zelo malo besed je bilo treba in smo se hitro razumeli. Zelo lepa zgodba, rezultati te zgodbe so pa tudi vse te opreme in te knjige, ki jih je Zmago ilustriral. Pa če sva zdaj pri Zmagu, bi jaz izpostavila vse 3 knjige, več jih je opremljeno za odrasle, ampak te 3 knjige, ki so nekaj čisto posebnega na področju mladinske književnosti. Pa mogoče čisto dobro, da se ostavijo tudi v mladinski književnosti, ker ko si dobil nagrado letos, si moral dajati, oziroma si dajal najrazličnejše intervjuje in sceno na področju mladinske književnosti zelo razbrkal z nekaterimi izjavami, ker so posamezniki razumeli te izjave kot podcenjevanje mladinske književnosti, kot izrazito podcenjevanje, da te seveda vprašam najprej, kakšen je tvoj odnos do mladinske književnosti, povevam naprej, da seveda te 3 knjige, ki so tukaj, 3 pesnitve, ki so išle potem tudi v tej prekrasni slikanici skupaj, torej zbrane v eni knjigi, te je ilustrirala Alenka Sotler, in bila za njih uvrščena tudi na razstavo v Bologno. Torej, te knjige niso nastale z namenom, da jih pišeš z mislijo na mlade bralce.
ampak so nastali kot spomin na lastno mladost in si ugotovil, skratka, da te knjige, da ta besedila lahko nagovorijo tudi mlade bralce. Zato so išle tako posebej za otroke, kot v pesniški zbirki, pesnitve in pesmi, v njenem centralnem delu so normalno vključene v zbirko za odrasle. Potem nam boš povedal gotovo sam kaj več, jaz bi samo vam pokazala, torej te tri pesnitve so pravzaprav to. Najprej je išla domača naloga, posvečena učitelju AK, in sicer jo je opremil Zmago Jeraj z grafiti, poslikal je šolske klopi. To so take zelo zanimive, naprimer zelo zanimivi grafiti. Bom kakšnega prebrala, da boste videli. Se spomnim prav. Ne vem, če še urezujejo danes. Ne, se ne da več. Materiali so taki, da se ne da več urezovati. Se ne da več. Posprejajo, ja. Ubiču se, jer ima male sise, mojca, pa strela narisana. Pi mleko, pa ti bojo zrasle. En od grafitov v tem stilu so, in potem so pa dodani pa gvaši njegovi, ki pa tudi sploh niso bili narejeni posebej za to knjigo, ampak so iz opusa njegovega bili izbrani. In seveda ti gvaši so pravzaprav Maribor, piramida, Maribor, in še druge motive iz Maribora bi lahko našli. No, in potem je značilno pa tudi to, da je lepopis, ta knjiga je, torej ni tisk, ampak ni običajno tisk, ampak je naredila krasen lepopis kot res domača naloga. Potem je druga knjiga, Mala Odiseja, kateri je Zmago prispeval fotografije in risbe. Vemo, da je Zmago Jeraj ni bil samo slikar, ampak je bil tudi fotograf, tudi zelo pomembnih fotografov, tudi pomemben član znamenitega mariborskega fotografskega fotokluba. No, in potem seveda tudi še tretja knjiga, Zimska romanca, ki tudi ni posebej, ilustracije niso nastale. Ti so pa bili narejene namensko, ja? Vse. No, te so prekrasne, bi lahko rekli, vedute Maribora, prav po ulicah spoznaš mi Mariborčani, bi lahko točno vedeli, katera stavba je, katera ulica. Zanimivost pri tem je, da je Zmago te gvaše razstavil v Muzeju savremene umetnosti v Beogradu v 80-ih letih in so Srbi takoj odkupili in so danes v bistvu stali v Beogradu. In zanimivost, torej ne Andrej Barvar, ki se nima za mladinskega pesnika in seveda tudi ni mladinski pesnik, ker so to besedila, ki so, lahko bi rekli, univerzalna, naslovniško odprta, namenjena seveda in mladim in odraslim bralcem, s tem, da jih seveda najbrž mladi bralci doživljajo drugače kot odrasli. In Zmago Jeraj, ki nikoli ni bil, seveda razen, da je bil pedagog, dolgo je poučeval na osnovni šoli v Mariboru, potem na srednji šoli, potem je več kot 10 let predaval na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, pisal tudi teoretične članke z področja slikarstva, kritike. Torej, nobeden od njih ni bil nikoli posebej ustvarjalen na področju mladinske književnosti. Pa vendar sta za to trilogijo dobila takrat pomembno nagrado leta 1989. To je bila nagrada, Kajukova nagrada, ki je bila sicer založniška nagrada založbe Partizanska knjiga. Ampak ko sem pregledovala zdaj, torej kaj je zapisala žirija takrat, je zapisala, da je to nekaj čisto posebnega v mladinski književnosti, nekaj čisto posebnega in da je knjiga, tukaj sedi z nami tudi magistra Darja Lorenčič, ki vodi Center za mladinsko književnost v Ljubljani in je seveda tudi zelo pomembna
pri podeljevanju nagrade Zlate hruške. Torej, jaz bi rekla, da takrat, davnega leta 1989, so vedeli, ko so delali, kaj pomeni narediti res lepo, kvalitetno, estetsko knjigo. In ta knjiga je od prve do zadnje strani, to, kar vi zdaj ocenjujete z zlatimi hruškami, torej celostna podoba knjige. Od vsebine, ki mora biti kvalitetna besedilo, do ilustracije, ki morajo biti vrhunske, do seveda tehnične opreme, ki mora biti, vse to vi pogledate, dovršena. Torej, in takrat je žirija točno to izpostavila. Točno to. Da je to tak vrhunski dosežek takrat na področju mladinske književnosti, da je seveda vzbudil zanimanje tudi seveda kritikov, takrat nemladinske literature, pisalo se je veliko o teh treh knjigah in vse te tri knjige so doživele tudi ekranizacijo. Takrat je bil mislim, da je bil urednik RTV Slovenija Janez Lomberger mladinskega programa in vse te tri slikanice so bile potem tudi ekranizirane kot filmi, čeprav ti nisi bil zelo navdušen, kolikor se spomnim nad filmi, ampak vendarle filmi so bili narejeni in kar je meni bilo zelo všeč, v njih nastopa Maribor, Maribor je bilo snemano, Maribor živi z vsemi tremi ribniki, z ulicami in tudi z našo govorico. Tako da so mi ti filmi vseeno na nek način ljubi. No, mogoče, da nam odgovoriš res na to vprašanje. Ta tvoja odnos do mladinske književnosti, do teh tvojih knjig, torej... Jaz sem to v tvoji reviji, če lahko tako rečem, otroki knjiga, podpisal. Moj odnos do mladinske književnosti je precej drugačen, kot je pač v navadi pri nas. Jaz trdim, da je odraslemu človeku kontakt z otroškim svetom definitivno blokiran, zaprt, zato je odrasel. Da pa otroštvo v odraslem človeku vendarle eksistira, ampak na poseben način, na način spomina. In če je temu tako, potem je najbolj avtentična literatura za otroke tista, v kateri se pisatelj, pesnik spominja svojega otroštva. Zanimivo tudi je, da se človek, kadar se spominja svojega otroštva, ga dostikrat se ga spominja z otroškim besednjakom, celo da bi se tega prav zavedal, in pač iz tiste otroške akcepcije, kakršna je takrat bila. To se mi zdi avtentično in to se mi zdi literatura, ki je lahko zanimiva za otroka in za odraslega. Zato te tri pesnitve iz tega izvirajo, ali kot je lepo rekel Boris A. Novak, da imajo dvojno dno. Se pravi, lahko za odraslega, lahko za mladino, otroke. In zato sem jaz potem seveda mirno uvrstil te tri pesnitve, ki so precej dolge pesmi, tudi v knjigo za odrasle. Zato. Kar zadeva, zdaj pa tukaj si tudi ti, kot urednica otroka in knjige, mi ne smeš zameriti, če povem, da se mi zdi, da je fenomen naše mladinske literature predimenzioniran, z oziroma na njeno pomembnost, na njeno vzgojno, družbeno in drugo, da je predimenzioniran. V čem je to? Prvič, pri nas zelo hitro ljudje mislijo, da lahko začnejo pisati za otroke. Jaz sem bil kar nekaj let v društvu pisateljev član odbora za sprejem novih članov. Dobivali smo na mizo na desetine prošenj pod narekovaji mladinskih pesnikov in pisateljev, pisateljic, ki so tudi v samozaložbi izdali kakšno 1, 2, 3 knjige brez pravega veliko rezona, ki so zahtevali, ki so pač dali predlog, da se jih sprejme društvo pisateljev.
takrat je bil predsednik pisateljskega društva Slavko Pregl, škoda, da ga ni danes tukaj. In sem ga stvaril. Če nočeš društvo slejko prej spremeniti v neke vrste otroški vrtec, je treba kriterije pri sprejemu mladinskih, tako mladinskih pisateljev zaostriti. Slavko se je strinjal, ampak sem videl, da v bistvu ne misli preveč zaresno, ker je tudi sam delno mladinski pisatelj. Kaj se dan zgodilo? Točno to, kar sem takrat ga svaril, se je zgodilo v društvu pisateljev. V društvu pisateljev mladinski ima svojo mladinsko sekcijo. To se prav da ima, ne? Čakaj, ima svojo mladinsko sekcijo, ta mladinska sekcija ima svojo nagrado, ima svoje lobije, ima svojo konec revijo. Je prav, da je vse to, ampak to je z ozirom na ostalo literaturo vendarle predimenzionirano. Kajti problemi otroške mladinske literature niso znotraj pogona literature, vendarle tako pomembni, kot se pri nas zdi. Govorim iz dvojne izkušnje. Govorim kot urednik, govorim kot član Zveze pisateljev, kjer smo ta problem, kot sem zdaj povedal, imeli na mizi, in govorim seveda tudi kot človek, ki bi vendarle rad kdaj kaj otroškega prebral, in s čemer bi bil zadovoljen. Poglejte, mene še vedno prevzamejo recimo Solzice Prežihovnega Voranca. To je branje, kjer se avtor spominja svojega otroštva. Očarljivo branje za odraslega in za otroka. Župančičeve otroške pesmi, ki jih je sam pisal še na pol otrok in jih objavljal v vrtcu Angelčku, tako so se imeli že otroške revije, in jih je potem kot odrasel manj dodelal. Spravi, gre za pristnost, gre za nespakedranost, gre za literaturo, ki je daleč od kakršnega koli pedagogiziranja, pootročenosti in tako dalje. Vsega tega imamo, pa po moje, danes v Sloveniji nakine znotraj slovenske mladinske. Tako kot je ogromno nekvalitetnega tudi v njemu. Tudi. Mislim, da je približno enako. In to se je treba enkrat povedati in na tem področju tudi nekoliko pomesti. Ja, tako kot tudi na drugi literaturi. Jaz bi edino to rekla, tu se ne bi mogla strinjati, samo to bi rekla, da ta tvoj pogled je seveda zelo zanimiv, kar se tiče avtentičnosti, spominjanja, otroštva, ga absolutno podpiram in pri tebi to seveda zelo drži. Ampak seveda je pa možen tudi drug pogled, ki pa za sabo potegne vso, naprimer, če rečem samo fantazijsko literaturo, in fantastično literaturo, ki je na področju mladinske književnosti je ogromno, tudi zelo kvalitetne, tudi v svetovnem pogledu, zelo kvalitetne literature, ki najbrž je na ta način ne bi mogli. Ne izvira iz istih bila grejih študentov, ampak vendar je to drugo. Zdaj postiva to mladinsko, da se ne bo... Ja, če hočeš, se lahko še pogovarjam. Veš kaj, gledam na uro, da moramo kakšno pesem, vse te morajo slišati, literaturo tvojo, ne moramo se samo pogovarjati in povedo, da je seveda teh pesniških zbirk tvojih za odrasle 12, da je od tega je... Ne. Ja, izbori so, tukaj še 4. Jaz sem še izbore, 9 je izbirnik, ampak so še tukaj izbori. Posebej opozarjam seveda na izbor v reprezentativni zbirki Kondor. Tukaj lahko vidite eno mojo slikarijo, tale pastel je moj. To je iz... Krošnja. Drugače pa opozarjaš tudi sam na pesem Septembrski veter, ki je in pesem in sliko si naredil. Ti jo imaš v posesti. Ja. Torej, retrospektiva, kot izbor, pozabila sem povedati, delajo je Mitja Čander, ki je tudi avtor filma, portreta, TV portreta Pot na Šumik, iz zgodnje, mislim, da okrog leta 2001 in takega je bil narejen. Pa nam zdaj boš nekaj prebral in seveda značilnost
Tvoja je tudi ta, seveda, da znaš svojo literaturo zelo dobro reflektirati, da jo znaš razlagati, da znaš tudi sam videti, kakšni so bili tokovi, torej kakšni je bil razvoj tvoje literature. V zadnjem času govoriš o tem, da pravzaprav bi lahko razmejil na dve veliki obdobji to svoje ustvarjanje, če ne greva po zbirkah kot takih, da je eno seveda to obdobje, ko so ti žarele te tvoje slike nasproti, ko si doživljal totaliteto sveta, da so bili to seveda izbrani trenutki in potem kaleidoskopske montaže teh seveda slik in to drugo obdobje, ko se ti pravzaprav že dogajajo bolj tudi neke meditacije, ki vodijo v zgodbe, ki seveda imajo tudi neka, bi lahko rekli, kar arhetipska ali neka univerzalna obče človeška sporočila. Pa bi nam mogoče kakšno iz enega, torej tega načina ustvarjanja, tega žarenja slik, pa mogoče kakšno iz tega meditativnega, zgodbenega, da malo zaslišimo tudi to tvojo poezijo. Jaz bi prej vam mogoče res prebral eno. Ja, s tem, no to še naj povem, predno za material moramo povedati, da se ne boš sam pohvalil, da je lansko leto ta pesniška zbirka bila nominirana kar za dve najuglednejši slovenski nagradi pesniški, to sta Veronikina nagrada in Jenkova nagrada, pri obeh si bil med finalisti in s to knjigo kar precej, bi rekla, odmevov v slovenskem kritiških doživel in pozitivnih in tudi nekaj negativnih. Vsekakor zbirka, ki je spet zelo vznemirila slovensko javnost. Ampak bistvenega nisi povedala tukaj, ne? No. Tukaj gre v bistvu že v prejšnji zbirki, ne? Na Plavine in tukaj gre za pesmi v prozi. Ja. Jaz sem tudi izdal antologijo slovenske pesmi v prozi, seveda zakaj, ne? To je zdaj, imamo nekaj časa. Zakaj je pri nas sem mnenja, da je marsikaj, kar se piše pri nas v prostem verzu, je v resnici proza. Kot dokaz naj povem, da ko sem sestavljal to antologijo slovenske pesmi v prozi, sem pač živim avtorjem dal na razpolago, da naredijo izbor kar sami. In ko sem se na njih obrnil, so mnogi pesmi, ki so jih prej imeli napisane v prostem verzu, mirno prepisali v prozno obliko. Hočem s tem povedati, da je vers postal skrajno labilen, nestabilen, nasprotno, da se razvezuje v prozo, oziroma da so mnogi verzi fingirani, da gre za simulacijo, za simulakre, kot je ves postmodernizem pravzaprav velik simulakr. In da ne bi prodajal bralcu megle, sem si mislil, če je pa tako, potem pa je neprimerno bolj etično, pošteno zapisati pesem v prozni obliki, ne pa fingirati verze. Na kratko povedano, tako sem prišel do pesmi v prozi. In ko sem potem sestavil to antologijo, kaj danes opažam? Opažam, da je vedno več avtorjev se okorajžil in piše dejansko, prav Aleš Debeljak je pred kratkim izdal knjigo o prozi, se brez proznih pesmi, da ne govorimo o nekaterih mlajših. Skratka, se zdi se mi, da sem na nek način s to antologijo sprostil po formalni plati pesniško sceno, da si avtorji upajo preprosto pisati stvari v prozi, ne da bi pri tem zgubili kaj na svoji poetičnosti, oziroma da bi zgubili naziv pesnika. Zanimivo pa je, da je pri nas prvi avtor pesmi v prozi bil drugi kot Janko Krstik in da imamo tradicijo pesmi v prozi že ima lepo tradicijo že, vendar je bila vse skozi odrinjena, prav nasprotno kot pri Francozih. Francozi menjam zaradi tega, ker je Baudelaire oče pesmi v prozi.
Odrinjena zaradi tega, ker smo Slovenci vedno znova se utemeljujemo v tako imenovani prešernovski strukturi. Kaj to pomeni? Za nas je poezija tisto, kar spominja na poezijo največjega med največjih, če sem nekoliko ironičen. Na Prešernu. Tisto, kar ni v verzu, kar ni tudi magari v fingiranem sonetu in tako dalje, ni poezija. Zato je pesem Prosi brat vse skozi odrinjena. Se mi zdi, da šele ta antologija je dala vso veljavo in vso digniteto tudi to vrstno poezijo. No, in tukaj tudi v tej knjigi material se izmenjujejo pesmi v prozi z kratkimi pesniškimi utrinki, se pravi, so potopljene znotraj tega pesniškega materiala, ki pač me zasipava iz dneva v dan. In je treba pravzaprav, knjiga je strukturirana tako, da lahko stopite kjerkoli, in tudi kjerkoli izstopite iz nje. In ni treba brati od prve strani do zadnje, ampak tako, užitkarsko, kjerkoli. Da ne bom predolg, prebral bom torej pesem v prozi z naslovom Čupijeva zgodba. Ne, v resnici ni nasilnež on, kot razglaša ona tako vztrajno in kot se mogoče zdi že zato, ker je moški. V resnici je ona tista, ki si nonšalantno lasti Peugeot 206, za katerega on odplačuje kredit, prevaža pa se s kolesom. V resnici je ona tista, ki mu sistematično onemogoča stike s sinom, da se mu ta progresivno odtujuje, da ga prezira in se mu izogiba že od lanskega maja. V resnici je ona tista, ki mu je zadnjič spet zagnala kozarec v glavo, spet pred enim od njegovih kolegov, ki je, tako kot prejšnji, samo debelo gledal in si mislil svoje. V resnici je ona tista, ki se vedno znova postavi pred in ga provocira. Udari me, no, udari. Ne provocira ga, ampak prosi. Vedno znova prosi, ker ve, če bi se nazadnje nehal smehljati, če bi mu roka sama od sebe zamahnila, bi se v trenutku vse spremenilo. V trenutku bi postal zares nasilnež in krivec obenem. Ona pa bi mu neomajno zagospodovala. Zagospodovala za zmeraj. Seveda, on se tega zaveda in se smehlja trdovratno naprej. Smehlja tudi zato, ker jo ima vseeno rad in ker je prepričan, da bo to spreobrnilo. No, bomo videli, so rekli slepi. Moram pa priznati, amicus Platos et magis amica veritas, da pri vsem skupaj tudi sam funkcioniram kot sredstvo izzivanja. On me namreč ne mara. On me kategorično zavrača, odkar pomeni. Zato pa me ona tem bolj protežira, me razvaja s svežimi giricami, puranimi fileji, piščančini jetrci, mi dobrohotno pusti, da prisostujem kosilu, zleknjen na koncu mize, da se sledi kavča ali zakonske postelje zapredam do dolga premišljevanja, da kar tako brez misli trenutska na topli planoti njenega trebuha, zvečer, ko počiva pred televizorjem, ko me čehlja in mi gruji. Saj ni nerodno, saj vem, da ne reagiram prav. A kaj, ko je tako prijetno? Prijetno do same pozabe. Nja. No, pa še ne. Skerco. Da ne bo popolnoma veljala Tarkina, da se v zadnjem času zapredam preveč v meditativne zadeve. Skerco. Tak je podrezan kamen. A ja? Meni pravijo, da je podoben Stalinu. A ja? Pravzaprav ne hodi, ampak maršira, zravnano, kot da je ves svet njegov. Kot da se bo zdaj zvrnil nazaj. A ja? Medtem, ko maršira, prevzdiguje levo ramo in se v roki poigra na sključi. A ja? Tudi ščipalnikom za nohte. A ja? Tudi z zobotrebcem. A ja? Nasprotno pa drugi zatrjujejo, da je operetni tip. A ja? Najbrž zaradi gromkega glasu in glas počasanje napreča. A ja? Kakorkoli že, posledice let in težnosti so tu. Povešajo se mu veke, povešajo lica, poveša pisarniški trebuh. A ja? Silijo mu za brki,
cvijo zalizci, zanimivo, po prvi pa ne. A ja. Že itak ozke oči se mu pri smehu še bolj zožijo v šprani. Bog ve, ali skoznje sploh kaj vidi. A ja. Bog ve zakaj, ampak uro nosi na notranji strani zapestja. A ja. Menda ima na Poljskem nezakonsko hčer in v rušah sina. A ja. Menda se je ena zaradi njega vrgla pod vlak. A ja. Vrgla zavitko njegovih pisem v plaščnem žepu. A ja. Pravijo, da ga je znaka leta muči zimska depresija. A ja. Seveda, astrološko je lev. A ja. Poleti pa volk vrati po pokoju, prehranjuje se s surovimi gobami in z borovicami in se kopa v potopih in jezerih. Ampak kdo za božjo voljo? Brvar! Andrej Brvar vendar! Andrej Brvar! Wow, kaj ne poveš? Daj poveš še kaj. Ja, v tej zbirki seveda bi lahko še jaz, kar se proze tiče, lahko dodam to, da je v sami obrazložitvi Prešernove nagrade seveda zapisano, da je brez dvoma med sodobniki največji mojster poezije v prozi in da je žanr zaznamoval tako močno, kot je ta zaznamoval njega. Knjige nimam s seboj, tiste, ker je tako debela, torej brez verzov, antologije, brez verzov, brez rim in seveda zelo dragocena je tudi Andrejeva študija, ki jo je prispeval. Mislim, da je to sploh prva taka študija pri nas, ki sploh raziskuje pojav poezije v prozi. Zdaj tukaj o tem materialu, pa tudi kaj vse je tukaj not, ampak jaz bi vseeno bilo zato, da nam še kakšno mogoče to malo lirično, meditativno, kakšno lahko tudi znamo. To pa neki? Ne, ker dajte. No, dajte, ti znaš, da hoš se lirično. Ne, meni so tudi naplavine izjemno rada, jih imam, pa ne vem sploh katero biti, vse so mi grozno ljubili. Jaz bi predlagal in te prosim v svojem imenu, če prebereš očetnic. Pa gledaj, tu imam list. No, daj. No, pa to daj ti. No, ker vem, da nas znaš to lepo. Ne, pa ta je Klemeno, gledaj, to je tvoj... No, daj. No, torej, seveda, kot vidite, ker upesnjuje Andrej v svojih poezijah, torej, predvsem vsakdanje življenje, mnoge drobne stvari, ki jih spregledamo in nam jih v svoji poeziji izreče na ta način, da nam zažarijo na čisto nov in presenetljiv način. Seveda je v tej poeziji tudi veliko Maribora, veliko tudi njegove družine, poimenovane, in ta pesem je posvečena sinu, Klemenu. Je prva, mislim, da ne ni prva, ampak čisto na začetku te zbirke naplavine. Torej, Očetje in sinovi ima naslov za Klemena. Kadar gremo očetje s svojimi sinovi na sprehod v bližnjo ali daljno okolico, jih najprej nesemo štuparamo. Grabijo nas za lase in ušesa, držimo jih za drobne gležnje in uživamo v njihovi sladki, pozibavajoči se teži. Nekega dne pa postanejo pretežki in prenemirni. Kar naprej nas s petami brcajo v prsi, zato jih spustimo na pot, na trdo shojeno zemljo, na majave, opotekajoče se noge. In tako se potem ustavljamo in se oziramo, kličemo jih in spodbujamo, medtem ko capljajo v vedno večji razdalji. Medtem ko stopajo vztrajno in enakomerno v razdalji, ki se nič več ne spreminja. Medtem ko si v potu svojega obraza prizadevajo, da bi se nam približali, da bi nas dohiteli. Dokler se nenadoma presenečeni ne zavemo, da korakajo z nami v štric, z ramo ob rami, spočiti in sveži. In se razveselimo drug drugega. In se trapljamo in krilimo z rokami, zbijamo šale in se pogovarjamo, zaupljivi in sproščeni od bližine in tudi potem še zmeraj zaupljivi in sproščeni. Obenem pa vse manj nejevoljni. Vse bolj nejevoljni, ker vse pogosteje uhajajo naprej.
Pa kam tako naglo izbruhnemo, ko nam nejevolja preraste v jezo? Vse se ne mudi, vse smo vendar na sprehodu. Začudeni se ozrejo, se nasmetnejo v zadregi in že se trudijo, da bi upočasnili korak, da bi ga s potrpežljivo pozornostjo docela uskladili z nami. A za manj. Brž, ko se jim pozornost neopazno spet razveže v spontanost, jih spet začne odnašati naprej, naprej, naprej. Nazadnje nismo zaradi tega nič več nejevoljni. Nazadnje nismo zaradi tega nič več jezni. Nazadnje gledamo za njimi, preznojeni in zasopli, kako se z dolgimi, hitrimi koraki še kar naprej oddaljujejo. Kako globoko sklonjeni nad pot še kar naprej rinejo navkreber, kako se tam zgoraj med bodljikavim borovim zelenjem počasi vzravnavajo, kot se počasi izravnava hrib. Zdaj, tega je še pa še, ampak glede, da je glede na uro, bova morala končati. Žal mi je, da ne bova kakšni teh tvojih raznoraznih aforizmov, aforističnih izjav, ali kakšnih hajkujev. Jaz sem, ko sem se pripravljala... Mislim, še živeti. Ja, seveda, ampak enega sem si prav zapisala, ki mi je bil tak luškan, da je danes tak hladno, vsaj pri nas bilo na Štajerskem. Se da znam na pamet, ampak zakaj je tako hladno? Ga znaš na pamet? Ne. Ne, sem si ga izpisala nekje. Ja, mislim, v tem smislu vsega moram najti, da je zato tako hladno, zato, da lepo počasi opazimo, kako prihaja pomlad. Da ne gre prehitro. Da opazimo korak za korakom. Danes sem si zapisal recimo tole, Ja. To so ti utrinki. Verjetno poznate začetek ene najlepših pismi Božja Roduška Pomladni veter. In sem uporabil prvi vers. O vse pišinajoči silni veter pomladi in spokane ustnice in hrapov poljub. In je pomlad. No, sej, darka se ti ni treba, zdaj, ki se reže pozni. Tako, bomo, zdaj edino, če ima kdo mogoče kakšno vprašanje od vas, če želi pa kaj vprašati. Imate enkratno priložnost. Sicer pa lahko zaključiva vseeno s kakšnemu od teh tvojih misli iz materialov, pesniške zbirke, kjer praviš, resnično živeti pomeni sproti odpravljati svoje predstave o življenju, ali oblaki so tisti, ki nam odmerjajo sonce, ali, na primer, pamet ni vsevedna. Zato ne načrtuj prepodrobno, ampak puščaj prostor za dogajanje življenju samemu. Hvala, Andrej, za ta klepet, ki je bil res, ni zajel daleč vsega tega, po čemer bi se lahko sprehajala, ampak jaz upam, da sva vsaj zbudila kakšno radovednost, da bo to še vzel kakšno od teh knjig v roke in morda še skušal podoživeti, morda kaj od tega pa še sam kaj raziskati. Hvala lepa. Hvala tebi, Darka. Mi pa sva imela že več pogovorov, ampak fenomen pri Darki je, da vedno znova vnese toliko novega, da še mene preseneti. Hvala lepa.